Živijo, danes si bomo pogledali torej, kako se naredi thumbnail, kakršnega ste tudi videli na moji naslovni sliki oziroma na mojem YouTube kanalu. Torej, šli bomo po vrst, ampak zadevo, ki jo treba poudariti, je, da je zadeva narejena na plačljivi kanvi, kar pomeni, da sem sam kupil kanvo in da so določene funkcije, ki so prikazane tudi v tem posnetku, možne samo v tej plačljivi verziji. Pa si poglejmo, kakšne so te možnosti. In sicer, najprej kar bomo naredili je, da si izberemo sličico za YouTube, torej gremo delati sličico za YouTube in zdaj vse, kar bomo naredili je, da izberemo neko predlogo. Torej vzeli bomo thumbnail YouTube in v našem primeru, kot vidite, smo izbrali tole sličico. Torej izberemo tole, takole bom še naredil, da boste bolj videli. Torej, preurejali bomo to fotografijo. Zdaj bomo enostavno zamenjali najprej to sliko, dali bomo svojo sliko, torej naložil sem nekaj fotografij, recimo da uporabimo tole. In zdaj, kar vidimo je, da v samem ozadju je bela barva. Kako zdaj to belo barvo damo stran? Tukaj pride torej na vrsto ta plačljiva verzija kanve in sicer kliknete na fotografijo, date na uredi sliko in tukaj imate možnost aplikacije za odstranjevanje ozadja. Enostavno kliknete gor in včasih se vam bo zgodilo, da določene stvari vam bo zadeva izbrisala, določene pa vam ne bo. V tem primeru imate možnost brisanja in pa obnoviti. Če kliknete recimo obnovi, si izberete velikost čopiča in lahko enostavno obnovite, kar želite, da na fotografiji ostane. V primeru, da je zadeva potrebno izbrisati, da vam ni vsega izbrisalo, je zadeva enaka, samo da ste v funkciji brisanja. Torej, ko ste s tem zadovoljni, kliknete na dokončano in pa uporabi. Torej, prvo zadevo, da smo izbrisali samo ozadje, smo zdaj naredili. Kar nam zdaj še manjka, je torej belo ozadje oziroma bela obroba okrog fotografije. To bomo naredili na tak način, da gremo dol in imamo tukaj Shadows. Mislim, da je tudi to zadeva, ki je plačljiva. Kliknete na Glow in tukaj se nam bo potem, ko kliknemo še enkrat na prikaži kontrolnike, se nam bodo prikazale druge možnosti oziroma funkcije za Shadows. Torej, v našem primeru bomo izbrali belo barvo, povečali bomo malce velikost, blur bomo dali na 0 in pa samo prikazovanje bomo dali na 100%. Malce bomo še povečali samo ozadje, torej belo barvo in recimo, da smo s tem zadovoljni s to obrobo in damo enostavno uporabi. Torej, to zadevo smo naredili. Druga zadeva, ki je tukaj vidna je, da je napis se enostavno skril. Kaj bomo zdaj naredili? Naredili bomo to, da bomo to fotografijo dali bolj ozadje. Torej v ozadje, kar pomeni, da kliknemo na fotografijo, damo položaj, kliknemo parkrat nazaj, toliko, da se zadeva zadnji skrije in smo zadevo uredili, da je od zadnji. Seveda, mi lahko tudi zadevo premikamo po svoji volji, to damo potem nazaj, da so recimo prsti bolj vidni. Kot vam seveda paše, lahko sliko tudi povečamo, lahko jo pomanjšamo, kakorkoli vam pač paše. Torej, prvo zadevo smo naredili. Druga zadeva, ki pa je seveda napis. V našem primeru bomo dali seveda slovenske napise, torej zadeva mora biti čim večja in pa čim bolj prodorna, zaradi tega, ker ogromno ljudi gleda vse te videe na raznih tablicah in pa telefonih, kjer so thumbnaili oziroma naslovne slike manjše. In zaradi tega je večina teh fotografij zdaj na tak način, da pridejo ven oziroma da človeka nekako privabijo. V našem primeru bomo seveda dali slovenske napise in bomo napisali tukaj najboljša. Tukaj bomo dali fotografija oziroma bomo dali naslovna in pa tukaj bomo dali slika. In imamo v bistvu slovenski naslov, najboljša naslovna slika. Lahko bi dodali še od spodaj thumbnail v angleščini, ampak tega ne bomo zaenkrat počeli. Druga zadeva, ki pa bi jo seveda lahko naredili, je ta, da bi zamenjali kakšne črke, lahko bi zamenjali barvo, ampak v našem primeru bomo to seveda pustili in smo zadovoljni s tem, kar smo naredili. Torej,
Potrebovali smo nekje 5 minut, oziroma v primeru, da ne bi razlagal, bi bila zadeva še hitrejša. Torej, rabite dejansko nekje 3 minute, da zadevo spremenite in da naredite svoj thumbnail oziroma naslovno sliko. Kot rečeno, narejeno je to v plačljivi Canvi in če si želite tudi sami imeti plačljivo Canvo, si jo seveda lahko naročite. Link do tega, do Canve imate torej od spodaj, si lahko enostavno kliknete in se vpišete in registrirate. Je pa osnovna zadeva popolnoma brezplačna in se lahko igrate, imate ogromno funkcij delanja raznih posnetkov, raznih storijev za Facebook, za TikTok, za Snapchat. Kot rečeno, dajte si pogledati, je pa zadeva v slovenščini, torej je izredno prijazna tudi za slovenski trg. Upam, da vam je bil video všeč in da ste odnesli kaj dobrega od tega. Lep dan še naprej in čao!